Pozdravljeni. Na vrsto je prišel 11. komentar novic v letošnjem letu. In tudi tokrat si bomo skupaj ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot ponavadi, ustavili pri 4 različnih temah. In kot boste opazili tudi sami, bom tokrat tudi malček bolj polemičen. In kot ponavadi, ukolikor vas zanima, kaj piše v že prej omenjenih člankih, imate bližnjice do originalov tudi tokrat navedene v samem opisu. Kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam vse tisto, kar sem zasledil v prej citiranih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, ponovili smo na hitro pravila tega malce drugačnega formata, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. Danes se bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen 16. marca na spletnem portalu motosport.com. Tu smo lahko brali o neljubem dogodku, ki se je zgodil na podelitvi po veliki nagradi Kitajske. Kot ste verjetno opazili tudi vi, ki ste spremljali dogodke v živo, se je napovedovalcu zareklo. Ko je na vrsto prišel zmagovalec, ga je napovedovalec poklical kot Kimija Räikkönena in ne kot Andrejo Kimija Antonellija. In tu je treba dodati nekaj, da je že čas, da se mi, navdušenci, nehamo delati pametni. Namreč, če nam je dobro znano, da se Andrea Kimi Antonelli kliče Andrea Kimi, ga ne bomo imenovali Kimi, ker smo nekoč navijali za Kimija Räikkönena, ki je Kimi Mattias Räikkönen in nam je bil simpatičen tudi zaradi tega, ker je pogostokrat malce dvignil komolec. Namreč sam sem marsikomu dobesedno tečen. Na primer, Carlosa Sainza mlajšega imenujem Carlos Sainz mlajši, ker vem, kdo je njegov oče in kaj je dosegel. Tudi Kimija Räikkönena sam ne bom nikoli zamenjal za Andrejo Kimi Antonellija, ker enega imenujem Kimi, drugega Andreja Kimi ali kvečjemu Andreja, kar je njegovo prvo ime. Ampak razumem, da tisti navdušenci, ki želijo izpasti malce večji poznavalci, ki želijo govoriti v neke vrste žargonu, da bodo klicali Kimi, ker izgleda bolj kot v Formuli 1. Ampak na koncu se pokaže, da takšni posamezniki izpadejo prav tako bedno kot oni napovedovalec, ki je Andrejo Kimija poimenoval po Kimiju Räikkönenu. In menim, da se moramo vsi potruditi, da bomo imenovali voznike z pravimi imeni. Tudi Lewisa Hamiltona je prav, da kličemo Lewis, ne Lojze, ne Lojs, ne naš ljubi sosed. In seveda, verjamem, mnogim je težko, ampak to je težava, s katero se srečujemo, ko imajo glavno besedo pri tako pomembnemu športu, kot je Formula 1, tisti, ki imajo malce omejene intelektualne sposobnosti. A o tem kdaj drugič. Mi si bomo pogledali, kaj se bo zanimivega zgodilo v naši drugi temi.
Naša druga današnja tema se bo dotaknila članka, ki je bil objavljen 18. marca na spletnem portalu Planet F1. Tu smo lahko prebrali, kako načrtujejo pri Scuderiji Ferrari snemalni dan v tem obdobju, ko bodo ekipe Formule 1 dobesedno proste med dirko za veliko nagrado Japonske in dirko za veliko nagrado Miamija. Kot je mogoče razbrati po raznih govoricah, se morda obeta tudi celo snemalni dan na progi v Monci. In čeprav bi lahko marsikateri navdušenec tu začel razmišljati, da pri Ferrariju nekaj delajo v smeri, da bi izboljšali situacijo, se lahko začnemo mi, kot ponavadi, spraševati, zakaj je to potrebno. Namreč, ali niso, na primer na veliki nagradi Avstralije, zbrali dovolj podatkov. Proga v Monzi je seveda tista najhitrejša, kjer je regeneracija električne energije pod največjim vprašajem. Medtem, ko je proga v Albert Parku na letošnjem koledarju druga najhitrejša, dirke v Jeddi letos ne bo. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj bodo v tem trenutku lahko novega spoznali na progi v Monci. Nekateri bodo dejali, da že imajo določene rešitve, pa so lahko edino aerodinamičnega značaja. Namreč do velike nagrade Madžarske, verjetno z pravilnikom ADUO, jim ne bo dovoljeno vpeljati nobenih sprememb. In zopet smo tam. Imamo nepotrjene govorice, ki govorijo o nekem fantastičnem, revolucionarnem popravku, ki pa mogoče niti ne bo tak. A seveda bodimo pozorni. Gre za govorice. Najprej morajo pri Ferrariju potrditi prvega izmed obeh snemalnih dni, ki jih imajo na voljo letos, in drugič, tega morajo organizirati na progi v Monci. Šele tem takšnim novicam lahko damo tisto pravo težo. A tudi, če se bo zgodilo, vsaj meni, še zmeraj ne bo jasno, kaj so želeli s tem narediti. A videli bomo seveda v prihodnosti. Mi si pa oglejmo tretjo današnjo temo. Na spletnem portalu znane italijanske revije Autosprint smo lahko 17. marca naleteli na članek, ki je vsaj po mojem osebnem mnenju lahko precej polemičen. Namreč govora je o tem, kako je ekipa Cadillac v nekaterih pogledih bistveno boljša od McLarena in Red Bulla. Namreč avtor je z uporabo statistike dokazal tisto, kar v resnici v Formulo 1 ne sodi. Pri Cadillacu so napravili več kot 180 krogov na vikendu velike nagrade Avstralije in velike nagrade Kitajske. To je več kot McLaren in Red Bull. In sedaj se bo dobil posameznik, ki bo trdil, tako da je Cadillac boljši od obeh ekip, ki sem jih prej citiral, torej od McLarena, ki je zmagal zadnji 2 prvenstvi med konstruktorji in seveda lansko med vozniki, in od Red Bulla. Namreč zanesljivost je zagotovo hiba tako pri ekipi iz Wokinga, kot pri oni iz Milton Keynesa. Ampak v trenutku, ko bodo opravili te manjše zapreke, te manjše škrate, kje se bo znašel Cadillac? Še zmeraj tam zadaj, z krogi zaostanka. Ampak imamo kot ponavadi nekoga,
ki želi ustvariti novico, dobesedno tam, kjer je ni. Cadillac je in po mojem mnenju tudi ostaja tisto razočaranje, ki smo ga pričakovali. A verjetno moje mnenje ni tako zanimivo za naslov pri raznih člankih. A poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista malce bolj postranska tema. In danes bomo skušali ugotoviti, ali nas domači viri, ki poročajo o Formuli 1, skušajo imeti res za norca. O čem govorim? 16. marca na spletnem portalu 24 ur smo lahko zasledili bližnjico do podcasta. In tam nas skušajo prepričati, da je dirka za veliko nagrado Kitajske pokazala, da Ferrari še ni rekel zadnje. Že sam naslov je razlog, da se človek začne spraševati, ali ti ljudje gledajo dirke, ali razumejo Formulo 1, ali sploh vedo, o čem govorijo. Kako bi lahko dejali po 2 dirkaških vikendih, ki sta bila eden z drugim, da je katerakoli od ekip prisotnih na sami progi rekla zadnjo? In bodimo iskreni, kaj je pa takega pokazal Ferrari na celotnem vikendu velike nagrade Kitajske, da lahko tako suvereno trdimo, da še ni rekel zadnji? A to, da je Lewis Hamilton bil na koncu tretji, no, na vikendu, kjer smo spremljali veliko nagrado Avstralije, je bil prav tako tretji Charles Leclerc. In rad bi vas opomnil na nekaj. Namreč človek bi si mislil, da je Ferrari na Kitajskem dosegel boljši rezultat kot v Avstraliji. A poglejte si to. Na veliki nagradi Avstralije je prvi Ferrari zaostajal za zmagovalcem približno 15 sekund. Na veliki nagradi Kitajske je prvi Ferrari zaostajal za zmagovalcem 25 sekund. In po mnenju nekoga, ki bi se moral spoznati, je to znak, da pri Ferrariju še niso rekli zadnji. Verjamem, da je vam jasno, kaj je hotel povedati. Meni ni. Upam, da gre samo za to, da so hoteli imeti Ferrari v naslovu, kajti drugače nihče ne bi kliknil povezave. Jaz je zagotovo nisem. Kaj pa vi? In seveda, to je bilo tudi zadnje, kar sem pripravil v današnjem komentarju novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.